Kako bi rekel, te stvari, ki so bile izrečene za klub klaso, če dobro premislimo, kaj je pravzaprav perspektiva za slovenski žep, za kompletno situacijo, ki jo vsi dobro poznate, in je pravzaprav klub klasa tista, ki je zdaj prav odrinjena, ne vem iz kakšnih razlogov, pravzaprav za mene nerazumljivi, nekako obstran, ker kaj češ, nekateri niti ne pomislijo, filozofirajo, da bomo mogli vode nalivati. To je pa zdaj katastrofa. Jadralnih letal imamo dovolj, svetovni prvaki boste vsi, lahko predvsem to leti na mlade, z enakovredno medaljo kot tistega, ki ima tam v prosti klasi jadralno letalo za 350 000 evri. Tu pa si lahko za nek denar tu okrog 15 000 evrov nabaviš krasno jadralno letalo in vse možnosti so ti odprte do svetovnega prvaka. To je pravzaprav tista stvar, ki je realnost. Zdaj, jaz kaj več ne bi povedal, jaz mislim, da je to popolnoma jasno in razumljivo. Tisto, kar je Niko rekel, dobro, zgodovina je za nami, jaz pravzaprav sem se letos odločil klub klasi malo povohati nazaj in sem se krasno počutil. In če bi zdaj imel priliko, da mi en daje na starega Cirusa, da takoj z veseljem vzamem in spet letim, je to enkratno doživetje. Letenje je veliko manj komplicirano, letiš pa prav tako dobro kot vsemi ostalimi jadralnimi letali. Ne vem, jaz kaj več ne bi filozofiral okrog tega. Vsi si boste mislili sicer svoje, vendar, če boste dobro premislili, imajo te besede neko ozadje, mogoče malo globji pomen, da se zdaj to sliši. To bi bilo vse. Se vam zahvaljujem za udeležbo in pozornost. Zdaj pa izven običajev, da je nekdo tretji boter, mi smo vsi 5 boter, botru, drug botru, boter in zdaj bomo krstili naš lepi avionček. Bravo, bravo.